Bomo začeli, ne? Ja. Najbolj vroča tema, saj za nas zadnjih 14 dni, Ja. stran je padla in to 3-krat. Ja, čist vse se je sesulo. Ja. Dobivala sem SMS sporočila, kaj se dogaja, ne moramo prebrati novice. Ja. Ljudje so klicali, ljudje so klikali, pisali, tipkali. Meni se je mešalo, tako če malo povem, kako je to izgledalo iz mojih oči. Ti si me še klicala, a ne? Še jaz sem veš, tudi slišala, a ti veš, da ne dela. Ja. Tako je slovno, daj boš me primer, ne vem, kaj ne naredim. Bila sem na vezi nimaš s kaj. programerjem, bila sem na vezi z podjetjem, ki ima strežnik, ki ima gostovanje, ki vse dostope. Enostavno, pač težave smo imeli tudi že s stranjo. Treba pač pošteno povedati, da nam je delal to en šarlatan, ki smo ga fajn plačali, pa je naredil en kup napak, ki jih ni priznal, ki bi ga zdajle stresla iz hlač, pa ne vem, kaj naredila z njim. So zrihtali, je delali, čez 2 dni spet. Ja. Res pa, da je bilo na strani nenormalen obisk. No, saj to sem glih hotela reči, povedala razlog. Seveda, da bom povedala razlog. Ne bom sicer vrtala v podrobnosti, a ne, 2 grozni stvari sta se zgodili. Ja. Najprej en skočil v Savo, potem so še enega iz tudi Zasavja v groznih okoliščinah našli in tako naprej. Res v taki situaciji, mi smo res poskušali tudi o tem poročati, zelo omejeno, tudi čeprav smo imeli več informacij za to, da bi tudi tistim bližnjim, ki so blizu tega dogodka, prihranili bolečine, če lahko tako. Ampak ljudje so nenormalno klikali in če mi še kdo kdaj reče, kaj jih zanima, pa zakaj take senzacionalistične naslove ima, dej nehi. Vsi sam čakajo, da eno tako stvar zvejo in to se pol še menijo mesece po moje o tem. No? Ja, in to toliko klikajo, da se nam stran sesuje. Ne? Ja. Res je bilo, neverjetno je bilo teh klikov. Vse razumem, no, tudi to iskalna akcija je bila pravzaprav vse slovenska. Ampak zdaj pa, da pustimo te žalostne stvari, da ne bomo spet na to spominjali. Ja. Nam se je pa mešala, ne, tako kot sem rekla, jaz nisem vedela, kaj ne. Pa tudi tako, sem rekla, pa sem jaz takoj, ko sem prišla v službo, malo poklicala po Zasavju tiste službe, ki ponujajo kakšno pomoč ljudem v stiski in tudi svojcem, recimo, ki se jim je to zgodilo, in ti povem, da odziv je bil odličen, res vsi so bili pripravljeni. Ja, dajmo posneti nekaj, mislim, dajmo napisati. Tudi na ta način razmišljamo, ne, da potem, da bodo ljudje vedeli, kam da se lahko vedno obrnejo. lahko obrnejo na pomoč. Ja. Da imajo brezplačnih možnosti tukaj v Zasavju. Saj že večkrat smo te stvari objavljali, pa še jih bomo. Pa še jih bomo. Mislim, to so zadeve, ki jih je treba ponavljati, enostavno. Tako. To so stvari, ki jih morajo ljudje večkrat slišati, da si zapomnijo. Pa tudi, da vidijo, da niso edini, niso sami, da ni to 5 ljudi, ki ima težave. Ogromno jih ima, ogromno se obrne za pomoč, pa nič takšnega ni to. Ne, nič takšnega. Z enimi sem se ravno pogovarjala, je rekla, zelo pogosto so to zadeve, ki nekoga mučijo, ki nekomu povzroča stisko, pa misli, da ni normalno. Mislim, da to ni normalno. Da je on neki... Potrebuje samo to, da mu mi povemo, da to je normalno. To je normalno čustvovanje človeka. Boli, je težko, ampak je normalno in se da skozi to z določenimi zadevami. Niti ne rab neke hude terapije v zdravstvenem sistemu pa tako naprej. Rab samo to, da mu nekdo pove, da to je del normalnega doživljanja človeka. Čisto okej je, če nisi vedno okej. Tako, Ne. tako. In včasih tudi res ne rabi biti to neka zdravniška pomoč, psihiatrična, psihološka. Tudi je dobra, super, Mislim, ampak ko včasih je lahko potrebna, to je samo treba, pogovor. ne? Eno so prijatelji, včasih je pa tudi oseba, ki jo ne poznaš. Bistveno lažje. A ne? Res je. Tako da In to tega je na imamo. voljo, A ne? to je Imamo na kar voljo, nekaj teh ja. pomoči, tudi v Zasavju, tudi te telefone. Ni dolgo, ker smo objavljali, tudi iščejo prostovoljce. Mislim, da Samarijan smo nazadnje objavljali. In en kup teh še je, tudi v ZMŠT-ju imajo pomoč. Za mlade, ne? Ja. Tako da pa bomo še. Tako. Tako. Stran zdaj dela. Tudi kmalu Dela. bo prenešena. Upamo, da tudi naprej tako ostane. Ja, ne, nič upati, nič govoriti o tem, ker me kar stisne. Ja, upam, da bo stran delovala tako, kot je treba. To je res moja nočna mora in si res ne želim tega. Vidim, da tudi prebivalci oziroma bralci imajo kar abstinenčno krizo, ko tega ni. Včasih si mislim, pa sej ne vem, a smo, nas spremljajo to, ko nas gledajo, ko je nekaj takega, definitivno iščejo informacije in zato smo tu. Pa ko malo mimo grede spremljam tole našo statistiko, se mi zdi, da čedalje bolj. In tudi všeč mi je to,
se res objavljamo take zadeve, ki jim prav pridajo, ni samo črna kronika, tisto, kar objavljamo. Tudi druge stvari, ki zelo veliko uporabnih stvari objavljamo. Za različne generacije. In me veseli, da to pride do ljudi. Ja, res je. Vse to je naše poslanstvo, ni? Ja. Okay. Evo, začenjava Zoncast številka 2, zdaj zares. Prvi je uspel, posneli smo, tudi tehnično nam je tokrat uspelo. Ja. Pa spet en uredniški sestanek, kar takole pred kamero. Brez filtra, ne? Brez filtra, tako ko je pač, ne? Ja. Mogoče greva na kratko, kaj bova kaj delali ta teden, sicer govoriva, ta podcast se snema preden bo objavljena, ne? Tako da malo stvari že pripravljamo, pa tako, ne? Da bo mogoče že moč prebrati, ko bojo tole poslušali. Tako da že kar povemo, kaj imamo, kaj v planu, kaj smo kaj ugotovili. Vem, da ena taka vroča tema je zagotovo železniška postaja Trbovlje. Decembra je bila vlada v Zasavju, ministrica je rekla, evo, razpis je ravno kar objavljen, čisto naključno je bil objavljen tik pred njihovim prihodom. Naključno ali ne? Ja, seveda, se vemo, a ne. Moral bi se že končati rok za oddajo ponudb. 20. januarja. In kaj se je zgodilo? In zadnjič gledam, pa kar enkrat je bil rok 3. februar. Pa sem malo poprašala, kaj zdaj, kako to. Oni so odgovorili, da na pobudo ponudnikov, da med prazniki češ, da niso imeli dovolj časa za pripravo ponudbe in so zaradi njih podaljšali ta rok. Ministrica Bratuškova je rekla, da 10,3 milijone plus davek je to... To bo meja, ne? Kapodiba, najvišje plafon vsega, a ne, več ne dajo. To je rekla ob obisku Zasavja, ne, ko so prišli decembra in potem sem jaz gledala en njihov odgovor že takrat, ko sem spraševala, ko so prvi razpis razveljavili, ne, takrat so rekli, da ga razveljavljajo zato, ker so bile ponudbe previsoke. In že takrat sem spraševala, kdo je oddal ponudbo in koliko v bistvu, kjero ceno so oni ponudili. In že takrat je bila ena od cen 10,25 milijonov evrov. Se pravi, pod teh 10,3, a ne? Ja, mislim, ena je bila sicer 11,8, ta druga je bila, tako kot smo rekli, 10,25 in zdaj so mejo postavili na 10,3, ne? In zdaj čakamo, ali bo sploh, lahko se zgodi, da spet tudi ta razpis pade, oziroma ga razveljavijo in ponovijo, kar pomeni, če bo to zdaj rok se je prenesel v naslednji mesec, kdaj bo zdaj ta postaja? Že lansko leto so rekli, da se bo med poletnimi počitnicami, kjer je takrat najmanj migrantov dnevnih, ne? Pa niti blizu, niti še pri izbiri izvajalca nismo. Ja, v bistvu zdaj so napisali, da v primeru, če se ne bi na ta razpis prijavil nihče, bi potem ta razpis še enkrat ponovili. Torej, v tretje grado mogoče. Potem spet čakali in čakali. A misliš, da bo letos ta železniška postaja? Mislim, letos zagotovo ne bo, ali pa misliš, da se bo letos začela graditi? Prav ne upam si reči, da bo. Ne vem, res ne vem, ampak jaz, če so prvič dva ponudnika lepo zavrnila, ne, jaz si mislim, a bo ta zdaj dala še enkrat ponudbo? A se bo najdel nekdo tretji, ki bo dal toliko manjšo ceno, res, ne vem. V Zasavju pa čakamo tudi na prenovo železniške postaje Hrastnika, ne. Ministrica je rekla, da ni odvisna gradnja postaje Trbovljske, ampak da naenkrat se pa ne bo gradilo. Kar pomeni, kaj, če se zgodi, da bo najprej Hrastnik pa Trbovlje? Si predstavljaš, kaj bi se v Trbovljah zgodilo? Da jih Hrastničani enkrat pa le prehitijo. Mislim, kaj bi se v Trbovljah zgodilo? Jaz mislim, da bi bilo da bi bile kar pritožbe, ja. Mogoče bi se pa potem Trboveljčani vozili na novo postajo v Hrastnik, malce nazaj, pa potem proti Ljubljani. Ja? Mogoče. Ja, mogoče. Mogoče bi pa z avtobusom prišel. Z našimi javnimi prevozi, ki so res tako kakovostni, da če greš na avtobus, zagotovo ujameš vlak. Ampak veš, zakaj ga ujameš? Zato, ker ima zamudo. Točno tako. Saj o tem sva govorila že res tudi prejšnjič, ampak ta tema je tako aktualna, da kar ne pojenja. Prav včeraj sem gledala glih na Facebooku, se je eden razburjal, bil je vikend, ne, in se je razburjal, da je bilo že 90 minut zamude v odhodu iz Ljubljane. A ne, torej, kaj šele bo?
Jaz sem govorila z enim strojevodjem, ki mislim, se mi prav smilijo, ampak on je rekel, mislim, to je vlak, ki vozi v eno smer in potem vozi nazaj v drugo smer. In če ima že v to smer zamudo, potem ima tudi nazaj zamudo. Itak, se vse zavleče. Se samo še sešteva. Tako. Ok, pa dajmo malim zraka, da zadihajo, pa v upanju, da se bo res kaj naredilo. Letos zagotovo se bo kaj premaknilo, vsaj na papirju, ker bodo čez dober mesec že volitve. Velik in pomemben datum je, kdaj je 19. februar, ko bomo uradno izvedli, kdo so vsi kandidati za naslednje volitve. Še 2 ful pomembna datuma pa sta v marcu, malce pred volitvami, ker bomo mi vse kandidate poslanske posedli na oder in jih soočili z raznimi, bom rekla, mogoče neprijetnimi vprašanji, ali pa zahtevnimi vprašanji, no, dajmo tako. Tako da 9. marca in pa 16. marca, 2 ponedeljka sta to, seveda bomo tudi snemali in si bojo lahko tudi kasneje to pogledali, bomo pa začeli že v kratkem tudi zbirati vprašanja. Kaj bi ti recimo vprašala bodoče poslance ali pa kandidate za poslance? Kakšno testno vprašanje, po katerem prepoznaš, ali lažejo ali ne. A ja, to, kaj ne paše v to kategorijo, ata, mama, drevo? So neka testna vprašanja, bi mogla še malo pogledati, ampak mislim, kaj bi jih vprašala. Zdaj, kar se tiče prihodnosti, vsi vemo, prihodnost je bila tudi trboveljska železniška postaja, ki je še vedno ni, ne, ker je zdaj v bistvu ta rok že lani v poleti nekje ostal, postaje pa še vedno ni. Tako da jaz ne vem, jaz mislim, karkoli jih vprašamo, bojo imeli pripravljen nek odgovor, to je sigurno, ne. No, bomo videli, kako bojo pripravljeni. Recimo na zadnjih volilnih soočenjih smo videli, da se je ravno to pokazalo, da eni so zelo pripravljeni, da spremljajo, recimo, kaj se v Zasavju dogaja, da so jim te vroče, tekoče teme res kar vejo nekaj v njih, pa tudi na stranki so že malo preverjali, pa tako. Eni so pa res čistko, kot da bi z enega brloga prelezli, kot da bi prvič prebrali eno novico, slišali. In med drugim smo recimo 7 kandidatov smo imeli na Zagorskem odru nazadnje, pred 4 leti, in smo jih vprašali, kako bi oni rešili Medijske Toplice. Ja, zanimivo. Tako da te Medijske Toplice so že dolga leta, lahko rečemo kar desetletja, zanimivo vprašanje, tako za državne kot tudi lokalne volitve. Recimo v Trbovljah smo nazadnje jih na odru imeli kar 11 poslanskih kandidatov. Tudi smo jih spraševali od okoljskih tematik do nepremičninskih, do zelo različnih stvari, in tudi zdaj jih bomo. Imaš že kako vprašanje ti pripravljeno? Ja, pa ga ne bom povedala, zato ker jim ne bom dala heads up, a ne? Ne bom jim povedala, kaj. Tema? Tema, tako kot sem rekla, nepremičnine zagotovo bojo tema. Vedno poiščemo tematike z vseh področij, no, kako socialno vprašanje, okolje, recimo. Definitivno pa bomo šli tudi na najbolj vroče in tekoče teme, ki se lahko še spremenijo do 9. in pa 16. marca. Tako da bomo še videli, kaj je tisto. Medijske Toplice so bi bile vroče, pa mogoče spet le, kaj pa vemo, a ne? Pa ceste. Ceste so vedno, ne, in tudi nekih je takšnih, ki jih pričakujemo, čakamo, kaj bo s temi projekti. In čakamo. Ja. Tudi pravični prehod je za Zasavje zelo pomemben, tudi na državnem nivoju, tudi zagotovo eno tako vprašanje. Včasih tudi s temi vprašanji malo vidimo, koliko sploh vejo, a sploh so primerni za tako funkcijo, a ne. Nažalost, kaj pretiranih zahtev naša država nima, se pravi, na volitve gre lahko skoraj kdorkoli. Zanimivo, da lahko gre 17-letnik kandidirati. Ampak mora biti 22. marca star 18. Tako. Se pravi, eventualno bi lahko imeli enega kandidata, enega 17-letnika, ki bi rekel, evo, jaz kandidiram, želim spremeniti. Mislim, jaz bi si želela kakšnega mladega, ne govorim glih morda o 17-letniku, bi si pa želela tudi kaj mladih, tako res mladih videti med poslanskimi kandidati, ker vidimo, da izobrazba nikakor ni pogoj. Tudi nekaznovanost ni pogoj. Tako da, očitno, sploh ni nekih ovir. Je pa tako, ne, recimo pravila, a veš, kje pravila, kdaj lahko poslance oziroma kdo jih lahko predlaga kandidate? Mislim, politična stranka lahko vedno svoje kandidate predlaga, pa volivci tudi.
In teh volivcev mora biti 1000 iz podpisov morajo imeti, volilne enote. 1000 podpisov. Ja. Kar recimo v Zasavju niti ni tako malo. Ne, mislim, če je prebivalcev, recimo Hrastnik jih ima pod 9000, se pravi 8000 pa še nekaj prebivalcev. In potrebujejo pa čez 1000 polnoletnih, ne? Oseb, ki za eno in isto osebo, ne. Tako. Ja. Običajno se sicer bolj odločajo tako, da jih poslanci predlagajo, ne, ker to je možno, oziroma stranka jih predlaga ali pa poslanci, je bistveno lažje kot zbirati te podpise, ampak tudi že to smo videli, da so podpise zbirala, ne. Smo. Tako da bomo videli, mogoče že kakšna informacija notranja, kdo naj bi kaj kandidiral. Jaz sem slišala, da poslanci, ki jih imajo, da Ovnik naj ne bi več šel kandidirati, da Uranič naj bi še kandidiral. To je tudi poslanec, ne, ki je v tožbi z našim medijem, oziroma da tečneje z mano, ker ga je zmotilo, da smo brskali po zgodbi o tem, kako je 80 000 evrov šlo za asfalt proti njegovi hiši, do njegove parcele, a ne, ni do hiše. Ja, to je bilo zelo, da se ne boš zarekla. Tako da ne bom kaj narobe še rekla. In pa potem je še Soniboj Knežak, ki je pa tudi uradno že potrdil, da bo ponovno kandidiral. Slišimo, da se tudi SLS združuje oziroma grejo v nek prerod, novo stranko. Sem slišala imena, kot je Tanja Brajer, da naj bi kandidirala. Sicer pa bomo videli, nekaj časa se je govorilo za hrastniškega župana, ki je že povedal, da ne bo. Ja, res je. Zdaj pa čakamo na nove informacije. Čist neuradno sem zadnjič slišala tudi, da naj bi litijski župan poskusil na državnozborskih volitvah. Ja, tudi to si mi že povedala, sem bila kar presenečena. Tudi jaz. Mislim, pa ne poskusi, ne. Me prav zanima, bomo videli. Pa tudi zakaj, ne, bi se po letih županovanja odločil za takšno funkcijo, glede na to, da je se je upokojil, zdaj bi pa še mal dvignil vsake toliko kakšno roko v državnem zboru ali kako. Mislim, ne, pa bo Litija po dolgih letih tudi dočakala majčkeno spremembe. Ja, tudi to je res. Sicer pa kaj pripravljamo, bomo pogledali uredništvo. Maruša, kaj imaš, kaj članke, kaj pripravljaš za naslednje dni? Kaj pripravljam? Jaz zdajle recimo sem razposlala že vprašanja okrog glede nove zdravstvene regije. Država je določila 6 novih zdravstvenih regij, Zasavje spada pod osrednjo. Kaj točno to pomeni za Zasavje? Še ne vem, ker še nisem dobila odgovora. Verjetno tudi oni še ne vedo. Verjetno, ne vem, kaj je namen teh regij, se pravi, čakamo še, tako da to je tisto, kar bom še pripravila v naslednjih dneh, da vidimo, kaj to pomeni. Hkrati sem jih pa še vprašala, kaj pa je zdaj novega glede urgentnega centra, ne? No, to sem te želela vprašati. Ja, je tudi ta vprašanje pri njih že. Še vedno čakamo zdravstvene domove pa občine, kako se bodo zmenili glede zagotavljanja hitre pomoči v urgentnem centru, ne? Jaz sicer k sreči nisem preizkusila še to, kako trenutno deluje, oziroma ali je tudi kaj napetosti na urgentnem centru. Tudi jaz. Moram reči, da sem na žalost pa nič pretirano hudega ni bilo obiskala pred nekaj meseci, pa sem bila zelo zadovoljna. No. In s tem, kako se je vse izteklo in s tem, kako so odreagirali eni in drugi in tako naprej. Ne vem pa, kako je zdaj. Je res taka kriza s temi kadri, a bo kak zdravstveni dom popustil, se bodo kaj zmenili. Ministri se je nazadnje rekli, da ministrstvo kar ne more nič narediti, mislim, kdo pa potem bo. Da čaka na ta dokument od zdravstvenih domov. In če ga ne bo, ga pač ne bo. Vseh teh zdravstvenih domov in občine. Ne? Zdaj, kaj se dogaja v Zagorju, ko ni več direktorja v zdravstvenem domu, jaz ne vem. Ne? A to pomeni zdaj, da bo njihovo mnenje drugačno, da bo njihovo stališče drugačno. No, sej ne vemo, ali nimajo direktorja, ali ga imajo, ali kaj je zdaj. A je VD, on se je uradno pritožil na to, kako so to naredili. V resnici VD je potrjen, torej direktorja imajo, ne? Vodstvo imajo. Simona Kljuke je bila potrjena za VD direktorico. In v tem trenutku je vodja, ne? Nekdo je. Je pa res zdaj začasni. Ne? Ja. Tudi ona v bistvu je upokojena in je šla začasno prevzeti posle. Ja. Vmes bojo pa pač nov razpis dali. Zdaj, a to pomeni, da ostane enako mnenje, kot ga je imel ta direktor? Ne? Ta direktor je rekel, da on nikakor ne bo dopustil, da ne bo imelo Zagorje 24 ur na dan zdravnika. Ne? Zdaj, kako bo, ali bo kaj drugače, zdaj, ko ga ni več, pa ne vemo. Ne?
V glavnem čakamo še odgovore od ministrstva. Torej zdravstvo bo tudi vsekakor takšna tema, kako se zdaj to tudi v regiji, v smislu regije oblikuje. Jaz sem v resnici pa zelo veliko delam o regijah, koliko je teh regij. In jaz sem vsakič znova zmedena, da imamo 1001 ureditev, enkrat je 5 regij, enkrat je 7 regij, enkrat je 9 regij, pa smo še vzhodna pa zahodna Slovenija, potem je nekih, tako ko praviš, ne vem, 5, 10, 12, 13. Ja, mislim, a ni to samo zmedajoče, sploh ne veš več, kje, kdaj. V resnici sem se jaz regije naučila v covidu. Kaj je bila ona fora, da ne moreš iti med regijami, pa sem začela, to je tudi regija, ne? Ja, dobro, vse je za nekaj dobro, ne? Ja, vse je za nekaj dobro, ja. Tako da kaj še imamo, recimo pokojnine. Pokojnine si bomo pogledali. No, Maruša, daj eno številko. Pa sejnine. Pa sejnine. Hotela sem te vprašati, koliko bi rekla, da je najnižja pokojnina? Jaz sem spraševala na spis, recimo, koliko je najnižja pokojnina v Zasavju in pa tudi najvišja pokojnina. In odgovor sem dobila, ajde, eno številko reči. Za najnižjo, pa ne invalidsko. Najnižja pokojnina. Rečve, ne vem, 648. Ja, pa daj deljeno z 2. Zakaj deljeno z 2? Zato, ker je 352 evrov. Najnižja, pa pokojnina. Ne invalidska. Ne vem, pokojnina pač. Aha. To je odgovor o pokojnini. Okay. To je najnižja pokojnina. No in na vprašanje, kako lahko nekdo s tem denarjem preživi mesec. Potem pa drugo vprašanje, koliko je pa najvišja? Jaz sem spraševala za Zasavje. Koliko pa je najvišja? Je pa nekaj čez 1000. Ja, pa jade. Kje si pa to videla? Ja. Krat 3 ali krat 4, ja. Zabavaš. Ja. V Zasavju? Ne zabavam. Ne, v Zasavju je pa to sta, da ne odgovorijo. Ne odgovorijo, ker je to zaradi varstva osebnih podatkov. Ker je eden. Ker je mogoče 1, 2 in ker v teh majhnih krajih, mislim, ampak dejno, to je 57,000 ljudi ima regija. In zdaj bom jaz točno vedela, kdo je tisti. Tako da namenoma, ne. Ampak ja, v tabeli najvišjih pokojnin, sicer so to, mislim, da podatki, december 2025, je pa najvišja 4,000, kje sem videla, 4,000, skoraj 4,900 evrov, ne. Tako da, si malo presenečena, ne? Povprečne pokojnine so pa... Mislim, da Zasavje so kar visoke glede na Slovenijo, povprečne, ne? Nimamo podatkov za Zasavje. Ampak imamo povprečno za Slovenijo, tako da to ni realna za Zasavje. Ja, verjetno bi, to sem tudi želela, no, ravno te podatke, bi za Zasavje videli, recimo, da smo morda v povprečju bi znali izstopati na gor, ampak si ne upam trditi. Je pa recimo izstopamo Zasavci, no, po pokojninah, če ti povem, ker sem recimo te podatke jaz malo skupaj povlekla, odstopamo v Zasavju. Slovensko povprečje recimo za pokojnino je 70,07 let. Se pravi, to je slovenska povprečje. V Zasavju imamo pa mlajše upokojence. Kar pomeni, da so se kar kmalu upokojevali. Najmlajša ima pravzaprav Litija. Zelo mladi in to invalidski upokojenci. Kar pomeni, da je zelo veliko ljudi izpadlo iz dela zaradi bolezni ali pa poškodb. Ne znam to povezati z Litijo, tudi tam je glih toliko proizvodne, recimo, kakor jo je tlele v Hrastniku, tako da tega ne bi predvidela, zakaj. Starostno povprečje sva rekle, recimo imamo pa Hrastnik in Zagorje, izstopata po vdovah, uživalkah pokojnine, ker so to bistveno starejše kot v Sloveniji. Torej, vdove so bistveno starejše, kot so slovenske vdove. Kar pomeni, da imamo manj mladih vdov. Ok, super, hvala Bogu, ne? Pa da imamo zelo starajočo se populacijo prejemnikov teh pokojnin, ne? Na splošno se mi zdi, da je kar prebivalstvo, mislim, ne se mi zdi, pač vemo, ne, da je prebivalstvo v Zasavju kar staro. Tako, ne. In tudi recimo ta vdovska zgodba, ne, tudi pred časom sem govorila na Rdečem križu v Trbovljah, da vse več tudi teh, ki obiščejo Rdeči križ, da rabijo pomoč, so pravzaprav vdove, ki ostanejo same. Mož je bil ali upokojeni rudar, ali mogoče nek proizvodni delavec z ne tako slabo pokojnino, ker so se še v tistem času pred toliko leti upokojili, ko je pa ostala sama, pa stroški ostanejo praktično enaki. Ona je imela dosti nižjo pokojnino, pa tudi, če jo en del dobi po možu, ne, po teh pravilih. V bistvu je
zelo težko shajati v nekem povprečnem stanovanju. Vemo, da stroški ogrevanja so sploh Hrastnik in Trbovlje so nenormalno visoki in je teh precej. To je tudi en problem, ki so tudi enkrat že izpostavili tudi na Rdečem križu. Da recimo sta si lahko, ko sta bila še oba, ko je on recimo kot rudar prejemal tudi mečkam boljšo plačo, da sta si lahko prvošla malo večjo hišo ali pa malo večje stanovanje. Ne? Potem pa, ko ona sama ostane v tej hiši, jo pa ne more vzdrževati. Ne? Tako. In je to tudi lahko težava. Ja, v bistvu je to kar taka zasavska, sploh glede na to, da so se kmalu upokojevali še takrat in te rudarji imeli, kako si rekla, kar solidne prejemke, potem pa se pa pozna, ko se to prepolovi. Tako da je tako, v glavnem. Pa če smo že pri starejšem prebivalstvu, jaz sem si tlele tudi zabeležila, banke neki zapirajo, Mislim, tu smo se tudi pogovarjali o tem, da gre vse skupaj na splet, da se zadeve selijo na splet. Ja, mislim, tudi jaz imam banko tlele na telefonu, tudi ti verjetno, tudi vsi mladi, Mlajši, recimo, mlajši. Ja. Ampak za starejše pa jaz verjamem, da to je težava, Zdaj smo pa sploh še objavljali, da se zdravstveni domovi selijo na sistem ZVEM, ko bojo tudi prek digitalnega podpisa lahko sicer dostopali do informacij, ampak starejše prebivalstvo ne ve, kaj je to, ne ve, kako se znajdati in tako naprej. In smo jih tudi vprašali, naše bralce. Imamo že kaj rezultate te ankete? Imamo rezultate ankete. Več kot 80% ljudi, Zasavcev, je na tej anketi odgovorilo, da se jim zdi, da gre digitalizacija predaleč in da marsikoga puščamo ob strani zaradi tega. Več kot 80% ljudi. Jaz se strinjam. Jaz mislim, da sem za to. Jaz vsekakor sem za digitalizacijo in napredek v tej smeri. In tudi moram reči, da sem navdušena nad tem, da bo vse na enem portalu. Če govorimo zdaj o ZVEM portalu, jaz ga uporabljam in to ne samo zase, tudi za otroke. Jaz vse vidim, kdaj katera napotnica, kateri recepti so aktualni, niso, lahko se naročiš preko tega. Je pa res, da, mislim, zdaj problem je bil meni osebno, enega otroka imam v enem zdravstvenem domu, sama sem v drugem, mož v tretjem in vsak je imel nek svoj sistem, ker je bil popoln kaos. Eni funkcionirajo še vedno preko mailov. Tako, in meni je zdaj to smiselno, da je vse na eni lokaciji. Me skrbi, če bo to delovalo. Obljubljajo, da bo kljub temu še vedno bojo delovali e-maili, telefonski klici. Ja, res je, Je pa tudi razumljivo, da tudi dela bodo imeli manj, če ne bo sestra samo telefonist, ampak bo dejansko medicinska sestra. Če bo seveda to šlo v to smer. Ker pa nisem čisto prepričana, ker imajo toliko birokracije, da medicinska sestra, ki je tam na telefonu, v sprejemu, že dolgo ni več medicinska sestra, na žalost. Že se mi zdi, da zdravniki, jaz kaj opazujem zdravnike, ne vem, od celotne obravnave, mogoče polovico je dejanske obravnave, ostalo polovico pa zapisuje noter v računalnik, to pa tisto pa ne, v glavnem, že zdravniki morajo že zelo veliko tega. Vse je v redu, vse neke stvari so ostale, se hranijo, recimo sploh pri zdravstvenem stanju vse je pomembna zgodovina, sploh včasih, če kako diagnozo iščeš, je to fajn, smiselno. Je fajn, da je vse na enem mestu, ampak bomo videli, kako jaz upam, da bodo tudi starejšim pomagali. Tudi neke digitočke bojo, in to dve v Zasavju, če se ne motim. V bistvu to bojo, mislim, to ne bo stalno, to bo začasno. Se pravi, prišli bojo v zdravstveni dom, v Hrastniku so že. V Hrastniku so že na voljo, v bistvu odgovarjali bojo na vprašanja, na dileme, pomagali bojo ta sistem naložiti na telefon. Mogoče bi morali malo vprašati, koliko jih je kaj prišlo. In lahko dali ta digitalni podpis. Tako da tudi to bojo, tako da lepo, fajn, da grejo nasprot, ampak je pa še vedno mislim, da je delež čistih starejših, ki pa eni tudi ne želijo. Eni se ne znajdejo, eni ne želijo, eni nimajo računalnika, eni nimajo
pametnega telefona. To so še vedno starejši, so dosti kupovali telefone, ki niso pametni telefoni. Po drugi strani pa recimo, če mi iz našega vidika imamo zelo veliko starejšega bralstva. Se zelo velikokrat zgodi, da kdo pokliče, da dobimo pismo v kuverti zapisano, na roke napisano. Ja, ampak nekdo, ki bere, se pravi, zna uporabljati. Zdaj, ali je to na računalniku ali na telefonu, težko rečem, ampak zna uporabljati in zna brati na spletu. In tudi klici, jaz bi rekla, da je po tam do enih 5 klicev na teden, ker imamo takšnih malce starejših, ki pokličejo. Recimo glih v nedeljo me je klical, je bilo soboto, popoldan me je klical en gospod. Rekel, vi pa prodajate eno stanovanje tam pri Reklovem mostu. Pa sem rekla, mi nič ne prodajamo, zdaj ste dobili uredništvo ZON, verjetno ste pa prebrali kaj. Občina prodaja. Tako, in pač videl je ta prispevek par dni nazaj, potem pa ga ni več našel oziroma se ni znajdel, tako da veliko je tega. Včasih tudi kliknejo na Facebooku, pa ne vejo, a so na naši strani ali so na Facebooku prebrali. Uporabljajo, niso pa zelo spretni uporabniki. Tako da mogoče bi šel v tej smeri. Je pa res, da tudi upokojenci vse bolj so spretni. Ozaveščeni tudi. Ja. Veliko je bilo narejenih raznih delavnic na to temo. In tudi moraš pa tudi sam imeti malo želje, da se... Se moraš udeležiti teh delavnic, tako da v tem smislu tudi biti malo samoiniciativen. Jaz verjamem, da marsikdo tudi, nima takšnih svojcev, da bi mu pomagali, ampak je pa, so pa organizirane delavnice, različnih društev, različnih organizacij, ki ponujajo pomoč, neko izobraževanje v tej smeri. Dobro si rekla, kaj pa banke? A bomo še imeli kako banko v Hrastniku? Ja, ne vem. Bolj slaba kaže, ne? Mobilne, super, pride en tovornjak in... Bus banke, ali kako že. Ja, mislim pa na spletu. Zdaj smo slišala, NLB se je zaprla v Hrastniku, Delavska hranilnica je že hotela zapreti, pa se je premislila, ker je NLB zaprla in so rekli, dajmo pa mi ostati. Sicer njihov je bil, seveda, v prvi vrsti so ljudje, po moje tudi, v prvi vrsti so številke, pa ni važno, katera banka. Nobena ni, po moje, delala izgube, ampak dobički pa niso bili veliki na tem področju in so si enostavno preračunali, da se jim to ne splača. Kar mene recimo zelo moti pri neki NLB, ki jo je država dokapitalizirala, ki smo ogromno denarja dali v to banko, danes pa tako mačehovsko se obnašajo do teh malih krajev, zaradi katerih so mogoče tudi bili takrat toliko pomembni, da je država sploh stopila zraven, ker če bi bilo 5 bančnih poslovalnic, takrat samo v večjih krajih, ne vem, če bi država to reševala. Ja, se strinjam. Tako da zapirajo se, pošta je tudi spremenila nek delovni čas. Ja, tudi tle v Zasavju. Ja. Tudi pošta, mislim, sej konc koncev pri pošti pa, ne vem, sej mogoče razumem. Pisem več ni, pošta je začela na pismih, nadaljevala pol v bolj sodobnem času s paketi, zdaj pisem več skoraj ni, se zadeva vse. Hajde, mi jih še vedno dobivamo, vse sem ti rekla. Ja, in to na roke napisane, Paketi pa obstajajo tudi drugi ponudniki, ki jih pripeljajo, tako da, jaz verjamem, da tudi oni morajo malo gledati na stroške, da preračunavajo, kje bi še kaj prišparali. No, ampak je zelo neugodno, vsa državna pošta, vsa uradna pošta gre preko Pošte Slovenije. In recimo na Dolu pri Hrastniku, tam, kjer pač jaz prevzemam to pošto, imamo pogodbeno pošto. Ja, tako, in jaz sicer lahko skočim med službo, ampak jaz jih poznam ogromno, ki morajo ali koristiti ure, ali vzeti dopust, da sploh lahko dvignejo pošto. Ob sobotah nihče ne nosi, že dolga leta ne več. Pošta je pa res tako neugodno odprta, da dobesedno, če delaš v Ljubljani, ni osnovnih pogojev, da v normalnem času iz službe prideš po pošto. Meni se je tudi zadnjič zgodilo, ne vem, je bil glih četrtek, pa pol v petek je bila tako odprta, glih, ko sem imela neke sestanke in jaz sem tisto zadevo dvigla šele v torek. Torej 5-6 dni kasneje. Pa s tem, da jaz lahko med službo skočim. Ker je še malo pa v letu 2026 je to absurdno, da na ta način. Ali naj dajo samo večje pošte, pa bomo šli tja iskat, ali naj puščajo v naših nabiralnikih. Tako zelo je
Zelo je tako, ampak okay. Se je omenjali, so tudi neke te paketomate, da jih je vse več, ne, da ampak zdaj govorimo o pisemskih pošiljkah, ne? Uradnih, ki jih pošle Furs. Tiste uradne pa ja, zdaj v vsakem primeru po 15 dneh so določene, ki jih pol vržejo v nabiralnik, neki se jih pa vrne, ne, nazaj pošiljatelju. Tako da tam imaš lahko pol problem. Trkač, pa eni pa zanalaš, puščajo, da se vrne pošiljatelju. Vse zato pa so to spremenila, ne? Ker eni so nalašč pustili, ja. Da so se s tem malo znašli. Ne? Ok, pa dajmo še, kaj bomo še v prihodnje počeli. Eno taka stvar, ki je ravno prejšnji teden sem slišala, Holcim in pa kamnolomi. Menda Šuštar Trans še kar pošteno vozi tam po Lakonci in odvaža material. To si ti dobila eno informacijo, ja. Si mi omenjala. Zdaj eno je, da oni pravijo, da odvažajo material, ki so ga že prej pridobila. Ne vemo, da njim je koncesija potekla. Da sploh pojasnimo, ne. Ja, koncesija jim je potekla decembra. Ja. Tako. In v bistvu oni zdaj v tem trenutku ne bi smeli tam delati, odvažajo pa verjetno lahko, pridobivati ne smejo surovine. In a je res te surovine toliko, da še vedno vozijo te tovornjaki ali ne? Kdo je pristojen, a bo inšpekcija karkoli ali ne bo? Ja. Res tudi, da je ta kamnolom precej odmaknjen. Ne? Meni je zanimivo, da je ta kamnolom zdaj postal tak največji problem, prej pa s tem, da vozijo tovornjaki tam že leta. Ne? Nastal je pa zdaj problem, ker je ta zgodba s prodajo. Ja. Prej pa so isti tovornjaki vozili, isto čez Trbovlje. Pa problema ni bilo. Pa problema kar ni bilo. Ne? Tako, ja, nekoga je začelo to motiti. Ki ga prej ni. Ja, očitno. Ja. Očitno se neke take stvari dogajajo. Ja. Tako da zagotovo bomo tele kamnolome pa Holcim zgodbo preverjali, sigurno, kaj je zdaj s to prodajo. Ja. Ja, mislim, o tem že dolgo ni nobenega govora. Ravno včeraj ali prej včeraj sem razmišljala. Ja, decembra je še v bistvu župan rekel, da vse stvari so še nekako v zraku. Ja, pa da se bojo mogli odločiti. Da zdaj bi že neki sestanki morali biti med njimi, tako da bi mogla malo poklicati, kaj se dogaja. Ja. Kaj so se odločili. Jaz sicer mislim, da se ni nič spremenilo, ampak naj me presenetijo, prosim. Tukaj jaz mislim, da se kar strinjam s tamo. Vse skupaj je kar malo potihnalo. Jaz mislim, da so naredili zelo velik boom takrat, ko so ga. Pa zdaj hočejo vse skupaj majčkeno umiriti, strasti in ne govorijo več o tem in tako naprej. In tudi, če sprašuješ malo vinkarjo. Ego triperji grejo, nekaj težko nazaj stopiti. Enkrat je bilo, ne vemo še, kako sem odločil, ker država okrog Trboveljske postaje prodaja neka zemljišča ali kaj, v glavnem ne vem. Nobene veze. Taki izgovori, da mogoče bi bilo res zdaj. En in drugi, ne, na obeh straneh se je iskalo. Pa da vidimo, kakšen izgovor bo oziroma ali je kaj novega. Kakšni so novi izgovori, res je. Pa pol zberemo vse izgovore skupaj, pa to objavimo. Točno to. Ja, nič, ne, v prihodnjem tednu bomo, oziroma zagotovo bomo lansirali ankete, spraševali prebivalce, kaj bodo volili, volitve smo že prej rekli, da smo spet pri volitvah. Vsak teden jih tudi, ali pa 14 dni tudi vprašamo po kakem mnenju, kar se tiče ali cest, ali nepremičnin, ali zdravstva, ali sociale, tistih, zadnjo je bila glih ta anketa, o digitalizaciji. Tako da želimo slišati, kaj prebivalci jezika jih zanima, mogoče tudi vsake toliko kakšna vprašanja, kaj bi radi brali. Ja, to tudi dolgo nismo vprašali. Nikakor ne pozabi, da lahko pošiljajo maile, mi vse preberemo. Tudi če ne ukrepamo, na anonimke, nič več ne trzamo. To ne pomeni, da ne preverimo, kaj je v anonimkah. Tudi nazadnje smo dobili eno anonimko, ki je bila vezana na poslanca Uraniča. In to sicer, da izkorišča neke vire za štipendije in tako, in da ženo živita ločeno. Jaz moram reči, da tega nisem niti preverjala, niti spraševala, zakaj. Glede na to, da nas on toži, bi rekli, da se mu maščujem. Sicer sem potem izvedela, da so to dobili tudi drugi mediji, so mi kolegi novinarji povedali. To je bilo tudi na roke napisano pismo. Tako, naj se drugi tega lotijo. Sicer bi se jaz zagotovo... Pa še kako tožbo oni fašejo. Ja, mogoče ne, če očitno tako rešuje zadeve. Je tudi mogoče, zakaj pa ne. Vsekakor bo še zanimivo, veliko časa ni več do dneva. Ja, res je. Se pravi, zdaj smo že proti koncu januarja. So že rekli, 19. februar je tisti datum, ko bomo zvedeli imena.
Zagotovo jih bomo tudi takoj objavili. Državna volilna komisija naj bi jih tudi takrat na svoji strani objavila. Mi bomo to prenesli na našo stran, vse naše občine. Zanima, in potem soočenja. In tudi še to lahko kandidirajo, Zagorjan kandidira v Trbovljah, lahko Ljubljančan kandidira v Zagorju ali kjerkoli. Se pravi, to ni vezano na kraj, kjer živijo. Tako smo videli tudi recimo Luka Mesec, ki je zdaj minister, je bil pred 8 leti, mislim, da izvoljen v Trbovljah. Tako da pač stranke si preračunajo, kje ima neka stranka največjo možnost in tako potem... Je pa tako, da Zasavci, kar se tiče volitev, pa malo izstopajo od slovenskega podprečja, se mi zdi, vsakič je bilo nekaj, ne? Glede strank, ki jih volijo, in glede udeležbe. Mislim, da smo kar nadpovprečno aktivni, kar se tega tiče. Udeležba je tako na državnozborskih, kot tudi na lokalnih kar visoka. Včasih smo celo kar v samem vrhu. Tudi, mislim, da prav... Zasavci kar aktivni. Ja, se kar lotimo. Je pa tudi verjetno to povezano s tem, da imamo precej starejšega prebivalstva, ker starejši so bistveno bolj zavedni volivci. In tudi mi bomo letos veliko dali na to, da bi mlade pripravili, da grejo na volitve. Tako je. Kaj bojo volili, nema veze. Koga bojo volili, kakor hočejo, ampak naj grejo voliti. Naj dajo svoj glas, naj bodo aktivni državljani. Mogoče spomniti ob tem, da pred 100 leti smo se borili sploh za te pravice, da jo imajo vsi, da jo imajo ženske, potem jo nekaj časa niso imele. Tako da dajmo izkoristiti. To ni samo pravica, to je tudi dolžnost, če kdo mene vpraša. Ja, mislim, samo tako. Je kdo, ki reče, ne, sej, kaj bo pa spremenil, kaj pa lahko volim, da bo kaj drugače, oziroma koga, ne. Ampak, glejte naša soočenja. Tako. Mi bomo tudi članke objavljali. Pozanimite se, kakšen program ima kdo, a ne, se nisem tako, da ne vem, prideš na volitve, pogledaš imena, za koga pa bi, kjer mi je bolj simpatičen. Ne, mislim, že prej so zadeve, ki se lahko pozanimaš, ki lahko vidiš, kjer je te blizu, kdo ima tak program, ki je te blizu. Se ozaveščaš in... Sej na državnozborskih volitvah je tipično to, da zelo malo volijo človeka, zelo malo volijo program, volijo stranko. Pika. Ne? In ponavadi je zelo pomemben je ne program stranke, ampak tam prva, druga, tretja oseba te stranke, ki je obraz te stranke in tako volijo. In tako je bilo že vsa leta, odkar jaz delam v novinarstvu, pa delam že kar precej let. In verjamem, da bo tudi letos tako in že zgodilo se nam je tudi v Zasavju večkrat, da so ljudje volili ene ljudi, ki jih sploh nobeden ni poznal, ko so si rekli, a ta je Zasavca, a ta je Zagorja, a ona je Strbov, ne? Pa je recimo bila poslanka in to s kar veliko glasovi, ne? In zakaj? Zato, ko so volili stranko. Zgodilo se je pri SMC-ju, zgodilo se je pri Svobodi isto in vsem je bilo čisto vse, kdo je tisti, ki je na listi, ampak volili so stranko. In to je v bistvu takrat, kaj ne rečem, neko napucavanje na državnem nivoju, potem pa samo lokalno voljo preneseno, tako da tukaj jaz so določene kampanje, ki se jih grejo stranke zelo nizko na nivojih lokalnih. Zelo. Nisem zdaj mislila tako nizko, kot v smislu, kakšne grde se grejo, ampak tako nizko, da grejo zelo daleč v lokalni nivo, se pravi do vasi, do vsake krajevne skupnosti pa tako naprej, ne. Eni se grejo pa pač širše, ne, in včasih pozabijo na ta mala lokalna okolja, ki jaz mislim, sploh Zasavje, glede na to, da so aktivni volivci, so zelo pomembna. Ja, ni jih veliko. Ja. Ampak udeležba je pa visoka. Ja, udeležba je visoka, tako da bodo zagotovo vplivali na končni rezultat. Želim si poštene in konkretne kampanje. Poštene predvsem. Poštene in to tudi z konkretnimi argumenti. Ja. Jaz sem ful za kritiko, ampak če je argumentirana, a ne. Tako. Pa spoštljiva. To ne, mislim, 1A. Zdaj, kar se tiče kritike, sem tudi jaz, ampak to naštevanje, kaj pa kdo ni naredil, pa bi moral, pa še brez, kot si rekla, neargumentirano, mislim, to mi ni. Daj ti povej, kaj si pa ti. Rešitvo poišči. Kaj bi moral biti, zakaj? Ne? In tudi poišči kako. Ne? Tako da mogoče manj kazanja s prstom na kaj vse drugi niso, pa kaj boš ti narobe, kaj boš ti naredil, ne? Da te vidim, kaj boš ti naredil, kako boš to naredil. Tako. Tudi mogoče ljudem v to ne bojo kritični, ne? Včasih poslanci kar govorijo, ja, bom naredil to, mi bomo uno,
pa dej nehi, kako. Tudi državni proračun je omejen. Ti si sploh omejen kot poslanec, nimaš kar vse niti v rokih, ko postaneš poslanec. Se pravi, predvsem kako, da res slišimo od njega, kaj največ lahko na poslanec. kakšen način bo do tega prišel. Da skrbi, kadar se gre za regijske stvari, da glasuje v dobrobit svoje regije, da kadar se gre za določene stvari, ki jih lokalna okolja rabijo, poveže lokalno okolje z državnim. Ne? Vse ostalo ima pa zelo malo moči v svojih rokah. A ne? Ja. Tako da jaz želim vsem veliko sreče. Ko mi čakam, da zvem, kjeri kandidati bojo, ker definitivno bojo na tej mizi obdelani, a ne? Pa še potem na odrih naprej. Tako da nič tako zaključujeva zdaj tudi svoj Zoncast number 2. Ja. Upamo, da je uspel, da ni bilo kakega krščanja kot v unem prvem. Bomo videli. In se poslavljamo, ne? Ja. Tako. In se vidimo čez 2 tedna. Na naslednjem, ja.